ker si zaslužite najboljše. Radio Sora. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v nadaljevanju boste prisluhnili posnetku okrogle mize z naslovom Imajo otroci enake možnosti razvoja obšolskih potencialov, ki je nastala v okviru LEADER projekta skupaj z razvojno agencijo Sora. V njej bomo gostili Barbaro Križnar, mamico iz Devnic, Matejo in Vinka Oblaka iz Žirovskega Vrha, ravnatelja osnovne šole Žiri Marjana Žaklja, ravnateljico osnovne šole Jela Janežiča Marjeto Šmit, ravnateljico glasbene šole Škofja Loka Ireno Kržišnik in direktorico Ljudske univerze Škofja Loka Nino Triler Albrecht. Vabljeni k poslušanju. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na okrogli mizi, ki jo Radio Sora pripravlja skupaj z razvojno agencijo Sora v okviru projekta LEADER. Naslovili pa smo jo Imajo otroci enake možnosti razvoja obšolskih potencialov. Zakaj? Zato, ker so obšolske dejavnosti zelo pomemben del otrokovega razvoja, a pogoji za vključevanje niso povsod enaki. V okoljih, oddaljenih od večjih središč, razdaljen prevoz pogosto predstavljajo pomembno oviro. In danes so z nami sogovorniki, ki tematiko poznajo iz različnih zornih kotov, kot starši, kot ravnatelji, kot predstavniki izobraževalnih institucij. In prav ta raznolikost pogledov nam bo pomagala razumeti izzive in odprla prostor za dialog na tem področju. Z nami so na moji desni Irena Kržišnik, ravnateljica glasbene šole Škofja Loka. Dober dan želim. Dober dan. Barbara Križnar, mamica, danes lahko kar ponosno rečemo tudi mamica olimpijske prvakinje. Lepo pozdravljeni, Barbara. Dober dan. Dober dan. Mateja in Vinko Oblak, tudi že z otrokom v naši moški reprezentanci smučarskih skokov. Pozdravljena. Dober dan. Marjan Žakelj, ravnatelj osnovne šole Žiri. Dober dan želim. Dober dan. Gospa Marjeta Šmit, ravnateljica osnovne šole Jela Janežiča. Dober dan. In Nina Triler Albrecht, direktorica Ljudske univerze Škofja Loka. Nina, dober dan. Dober dan. Lep pozdrav vsem. Začeli pa bomo najprej seveda tam, kjer težave oziroma izzivi sploh nastanejo, in to je pri starših. Mogoče, če začneva midva, Vinko, kako močno sta razdalja, prevoz do obšolskih dejavnosti, pri vas ste imeli košarko in smučarske skoke, obremenjevala vašo družino, oziroma je bila sploh težka odločitev na začetku se odločiti, katere obšolske dejavnosti bodo otroci obiskovali in ali jih sploh bodo? Ja, v stvari najprej je treba kakšno željo ima otrok. To je prva stvar. Druga stvar, kakšne so sposobnosti staršev, ali je možno prevoz, ali se ti razide s časom, kmetijo imamo doma, koliko časa vzame vožnja na trening in nazaj, in ja, je kar zalogaj. Mateja, vi ste bili tista, ki je rekla, ja, vozili bomo Roka na smučarske skoke. Ni pa bilo vedno lahko, ne? Ja, jaz sem ga zmeri rada vozila, se pravim, kdaj, če bili vreme, tako se mi je zdelo, da ne bo treninga, ne, ampak pol je vseeno bil in treba. Ni bilo problema, ampak glih kakšen, kdaj je pa bilo, da je bilo malo težje, ne. Drugače pa kar rada vozila, ne vem. Se pa celotna družina vključi potem v te obšolske dejavnosti in se starša potem izmenjujeta. Prav tako pri vas, Barbara, vi ste še bolj oddaljeni v bistvu bili z treningi, kar trije, če se ne motim, so trenirali smučarske skoke. Štirje celo, ja? Štirje so trenirali smučarske skoke, ja. Pri nam je kar pol ure vožnje do Žirov. Smo se med seboj veliko zmenili, da smo pa vozili. Od začetka je bil kar pestrovost, zdaj je pa bilo pa proti koncu skozi bolj. Zdaj, ki pa so že toliko lažji. Je pa to tako, smo želje svojih otrok upoštevali, otroci so si to želeli, to smo jim uresničili, čeprav je bilo včasih kar malo težko, ampak če so uživali, zakaj ne bi tega imeli, sami nismo imeli tega možnost, ko smo bili majhni, zakaj ne bi otrokom dali tistega, kar si želijo. Gospod Žakelj, kako pogosto mogoče opazite, da otroci ne obiskujejo dejavnosti preprosto zato, ker urnik ne omogoča tega, ker mogoče starši nimajo teh možnosti, da bi lahko omogočili prevoz otrokom?
Jaz mislim, da ni problem ne urnik, ne razdalja, ker tako kot je bilo že povedano, če so otroci zainteresirani in ponovadi starši tudi ustrežejo. Je pa seveda poleg razdalje, se mi zdi, da je tudi pomemben finančno stanje družin, se pravi dohodek, ker normalno so vse te prevozi in vse ostalo povezani tudi kar s konkretnimi stroški. Tako da jaz mislim, da tisti, ki se za nekaj odloči, ni vprašanje, kako daleč je. Je pa predvsem pogrešam pri teh mladih, pri zdajšnjih otrocih to, ker ne vztrajajo vse eno leto pri določeni dejavnosti. Jaz imam 4 otroke in vsi, kjerkoli se je odločil, je bil pogoj, eno leto boš hodil, karkoli si se odločil. Tako da to je večja težava. Če v bistvu začne, pa bi se pa nekaj drugega, pa ta tretjega in tako naprej, to ni potem nič. Ker običajno se otroci tudi odločajo glede na sošolke, sošolce, prijatelje, tako da ni tu tako ovirano, kot sem rekel. Je pa večji izziv za družine, a ne? To absolutno. Izziv, strošek, organizacija. Irena, z dislociranimi enotami pa prav zato poskušate približati glasbeno poučevanje tudi otrokom po dolinah, tudi tistim, ki so bolj oddaljeni iz Škofje Loke, z dislociranimi enotami v Železnikih, v Žireh, v občini Gorenja vas - Poljane. Je tudi seveda za glasbeno šolo Škofja Loka to večji zalogaj, ampak s tem ste res storili korak bliže. Ja, tako je. Se pravi, že od vsega začetka oziroma od ustanovitvenega odloka so ustanoviteljice vse 4 občine, kar pomeni, da smo vsaj v neki meri lahko že toliko let nazaj, se pravi od leta 1998 je bil ta odlok objavljen in seveda se takrat dogovorili in lahko v bistvu že od takrat naprej določenim željam otrok ustrežemo, vsekakor pa ne moremo vsem, ker je to povezano z določenimi organizacijskimi in pa seveda ostalimi izzivi in pa možnostmi. Tako da lahko pa rečem, da smo v zadnjih 10 letih se je tudi število na oddelkih povečalo. Imate polne oddelke, ja, imamo. Lahko rečemo. Ja. In se vedno potrudimo, da poskušamo omogočiti čim večjim otrokom, kolikor se da. Glasbeno izobraževanje. Tako. Gospa Marjeta Šmid, so izzivi dostopnosti za otroke teh obšolskih dejavnosti s posebnimi potrebami še izrazitejši? Prav gotovo rekla bi da, ker naša šola, osnovna šola Jela Janežiča, je posebna zaradi svoje geografije. Locirana je v Škofji Loki, obiskujejo jo pa otroci z več občin, med drugimi Žirov, pa Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, to sem že rekla, se pravi tudi iz Medvod, pa tudi še posamezniki, naprimer iz Vodic, iz Kranja in tako naprej. In je to okno, ko pravzaprav se otroci lahko teh obšolskih dejavnosti, ki so organizirane v okviru šole, pravzaprav lahko udeležujejo samo do takrat, ko kombiji odidejo. To pa pomeni, da moramo dejansko takoj po pouku, takoj po kosilu te dejavnosti organizirati. Zahteva veliko fleksibilnosti, prilagajanja, hitro se moramo obrniti, zato ker želimo, seveda, da čim več otrok se teh interesnih dejavnosti udeleži. Zato se poslužujemo sicer tudi drugih dobrih praks, ki pa so zaenkrat samo posamezni lepi primeri, ko dejavnosti v resnici potekajo, kombiji medtem odpeljajo. To pa pomeni, da je prevoz domov potrebno organizirati dodatno. Bodisi, da je to javni prevoz, največkrat pa seveda, da pridejo starši po otroke. Tako da se nam tukaj na dnevni bazi pojavljajo izzivi, ker res želimo, da se otroci tega udeležujejo. Imamo svetle primere, tudi 2 taka iz Žirov, ko pa naši učitelji, recimo učiteljica iz Žirov, poučuje pri nas, je zelo športna in ima aktivnosti športne potem tudi v Žireh, kamor vključuje potem tudi naše učence.
Nina, če pogledava vašo izobraževalno institucijo, kako lahko Ljudska univerza Škofja Loka nagovori otroke iz oddaljenih krajev? Tudi vi približate določene dejavnosti dolinam, bližje drugim krajem, ne samo Škofji Loki. Ja, glede na to, da so tudi naše ustanoviteljice 4 občine, tudi poleg Škofje Loke, tudi Žiri, Železnik in Gorenja vas - Poljane, se zares trudimo, da vse programe, ki jih začnemo nekako v Škofji Loki, da pripeljamo tudi na doline. Poleg letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga pač izpeljamo za posamezne občine, ta program so tudi, imajo možnost tudi otroci, da se vključijo zraven, da pridejo s starimi starši ali pa starši. Ne vem, tako je bilo izdelovanje sveč, pa polstenje, pa izdelovanje čestitk. To so bolj krajše delavnice, tako kot je že ravnatelj Marjan opozoril, da mogoče otroci ne vztrajajo pri dejavnostih, mi pa ponujamo takšne vrstne dejavnosti, da so krajše. Tudi digi delavnice smo imeli med počitnicami v vseh 4 občinah, kjer so otroci spoznavali poklic, pa v bistvu je šlo tudi za promocijo nekih poklica računalničarjev in so neke osnove delali in hkrati so pa imeli tudi starši poskrbljeno za varstvo v dopoldanskem času. Kot ena novost imamo pa zdaj od septembra naprej še projekt Karierni plac. Tukaj pa nagovarjamo vse osnovne šole, zdaj smo bolj mogoče v Škofji Loki začeli, ker smo šele s septembrom. Gre pa sicer za spodbujanje interesov oziroma odkrivanje interesov, izvajamo brezplačno svetovanje s Hollandovimi testi, pa različne delavnice za otroke, predvsem zato, da bojo lažje poiskali tiste interese, da bojo bili srečni pa uspešni v svojem poklicu. Tako da tudi te stvari pripeljamo na doline. Bliže tako otrokom. Gre pa sicer to za živ projekt, kar pomeni, da če bojo zdaj bolj potrebe po kakšnih poklicih, ki so bolj poklic influencerja je mogoče zdaj bolj interesanten, čez 5 let bo pa mogoče bolj poklic lesarja, pa bomo tega več predstavljali. Prilagodili svoj program. Tako. Gospa Marjeta, o pomenu tega, mogoče je prav, da se tega dotaknemo. Kako pomembno je, da se otroci vaše šole razvijajo tudi ob šoli, ker so to obšolske dejavnosti, karkoli, vse tisto, kar je poleg seveda osnovnega izobraževanja, kaj daje tem otrokom tisto, kar je po šoli? Ja, hvala za vprašanje. Mi smo prepričani, da so te obšolske dejavnosti izredno pomembne. To namreč ni le razvedrilo, tudi ni samo neka dodatna znanja, veščine, recimo že k obveznemu programu, ampak seveda v teh dejavnostih, interesnih dejavnostih iščemo veliko dobrobiti. Ena, na primer, je ravno v tem, da tukaj lahko iščemo bodoče poklice, ker otrok se za neko interesno dejavnost odloči zato, ker to res rad počne. In ker rad počne, potem tam doživlja dosežke, se pravi, je tudi ta socialni vidik, tam pridobiva samozavest, samopodobo in ne smemo pozabiti tudi skupnost. In to pa je za otroka s posebnimi potrebami zelo pomembno. Na eni strani so te dejavnosti, recimo zunanje, ne v šoli, ki so prilagojene prav njim in ki jih otroci zelo radi obiskujejo, ampak te zunanje, kjer so mogoče malo bolj tekmovalne, mogoče so tudi se hitreje izvajajo in potem ta naš otrok se lahko ne čuti tako povezan s tem, ni tako notri in tisto ne doživlja, tistega občutka enakovrednosti. In tukaj še posebej pa so naši učenci zelo, zelo občutljivi. In mi, na primer, pri nas vidimo, trenerji se izredno trudijo, tudi otroci jih sprejmejo. Ampak vemo, tukaj že pa govorimo potem tudi o inkluziji, ki ni samo to, da je otrok nekam vključen, ampak seveda je pomembno, da se
zgodi ta odnosnostni klik. Zelo pomembno. Ne? Mi lahko to vse pogoje uredimo, se pravi, organiziramo, se prilagodimo, naučimo izvajalce, vse, ampak potem, ko pa se ta skupnost ustvari, pa seveda pričakujemo, ne, da se bo to tudi obojestransko zgodilo. To pa je ta drugi pomen tega sprejetja za naše učence, za naše otroke. Marjan, vi ste ravnatelj te osnovne šole 23 let. V avgustu zaključujete to svoje ravnateljevanje, pa me zanima, ko pogledate na pomen tudi z vaše strani obšolskih dejavnosti za vaše osnovnošolce. Omenili ste že vztrajnost. To je že ena izmed tistih temeljnih vrednot, ki nas potem vodi skozi življenje. Kaj so še tiste vrline oziroma vse tisto, kar pridobijo otroci z dejavnostmi po šoli? Ja, jaz mislim, da je teh vrlin kar nekaj, a ne? Predvsem je vztrajnost tista ta glavna. To imamo tudi, se pravi, mi imamo tudi čipkarsko šolo. Smo ravno praznovali 120 let. Čez 100 učencev je vključenih, tudi fantov, ne samo dekleta. Tam se poleg vztrajnosti naučijo tudi natančnosti in vsega ostalega. Drugače pa opažamo predvsem to, ne? Učenci Žirovske šole so med najbolj razgibanimi v Sloveniji. Jaz mislim, da to tudi pripomorejo vse te aktivnosti pa krožke oziroma interesne dejavnosti, ki jih ponujamo izven pouka, ne? Tako da seveda moramo pa zato imeti kader. Počas v bistvu postaja problem, da učitelji so preobremenjeni in niso pripravljeni še popoldne prevzemati določenih aktivnosti, a ne. Jaz pravim, enostavno je organizirati obšolsko dejavnost, če imaš ti prostor, se pravi pa ljudi, ki so pripravljeni to voditi. Potem se pa seveda tudi navdušeni otroci najdejo, tako da mislim, da je eno z drugim. Vinko, kaj je pomenilo vašim otrokom? Saj verjetno niste se o tem nikoli pogovarjali, pa Mateja. To, da sta pripravljena jih voziti na košarko, na smučarske skoke. Ja, to nam je zelo veliko pomenilo. Sploh, če si iz oddaljenih krajev in otroku ustrežeš, če si reče, recimo, bi treniral košarko. Tu se jaz spomnim iz lastnih izkušenj, ker doma ni problem, samo peš gor dol in to je to. Ampak sem rekel, žal, ne bo šlo. Ampak zdaj zato sem pa dal možnost svojim otrokom, da se to izpostavi in da to skupaj uskladiva in da jih voziva na košarko. In se pravi, imeli smo srečo, da je bil tam še sosedov fant in da smo to izmenično vozili na treninge. Pa dosegli so kar lepe rezultate tudi v košarki. Tako da bili so prvaki, tako da smo ponosni na to. Ni mi žal ene minute. Verjamem. Mateja, zdaj v bistvu že gledata nazaj, a ne? Je iz razdalje vseeno malo lažje opredeljevati ta trud in bencin in čas, ki je bil vložen. Razmeri, se pravi. Ni bilo nobenih velikih težav, res rada delala za to. Tudi sama kot otrok pa nisem na kameru. Noben krožk, noben, res ne. Tudi zaradi razdaljene ali ni bilo? Ja, sem v Logatec hodila v šolo, sem zrodila. Ni šlo. Takrat te pa res noben ni vozil. Barbara, se kdaj že pogovarjate? Zdaj bodo že vaši otroci vozili kmalu svoje otroke in verjetno imajo nek velik zgled. Je pa otrokom veliko pomenilo, da ste si takrat vzeli čas. Pri vas v bistvu, če pogledamo nazaj na zgodovino, je malo manjkalo, pa ne bi nihče več hodil na smučarske skoke. Ko sta oba z možem ostala brez službe, ni bilo enostavno. Ni bila enostavna odločitev še voziti Niko naprej, recimo na treninge. Ja, pri nama je tako prišlo, da drugače sva z veseljem vozila, ker so otroci v tem uživali. Ker ti vidiš otroka, da uživa v nečem, mu boš omogočil to, če ne vem koga. Ne. In tudi takrat sva izgubila oba službo, oba sva delala v Altehaju, in Altehaj šel v stečaj. Mož je malo dlje bil še v službi, jaz sem bila pa tudi na porodniški. Pa sneka, ki so rekli, da bi začeli skakati, sneka v redu. In sem jih začela voziti in poj pa to vsakodnevno ratali, ko sta bile dve skupine ratale, ko sta fanta mogla v višjo skupino jeti, ko sta bila starejša.
nekaj pa ostala v nižji in to je bil ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek zapeljati, sobota, nedelja pa tekme. In to smo bili skozi na pot, pa nam pol ure je bil vožnje v eno smer, uro pa pol do 2 ure treningi in sem ni splačal, da mu jeti. Pa na kmetih glih preoblečke, pa sem še stuširati mogla, da bi prišla nazaj že spet ali pa smrdeti, ki bi prišla. In je bilo kar hudo takrat, mož je rekel, ja, ne vem, enkrat, ko sva se vozila, ko sva jih peljala nekam, je v avtu rekel, ja, ne vem, če je to šlo, to ne bo šlo. Ne. Fanta sta to zelo poslušala. In takrat vem, ta stari fant je padel, se je že takrat malo bal na skakalnicah hoditi, jim rekel, jaz bi pa mar biti nehal, pa je pa to slišal in pa sploh paril. Je pa rekel, jaz pa ne bi več treniral, ta drug pol je pa rekel, jaz tudi ne bom. Pa je bil konc za fanta, 2 leti sta trenirala in ona 2 sta nehala. Nekaj pa reka, jaz bom pa hodila. Pa sem rekla, ja, lej, jaz bom pa vozila, če boš hodila, te bom vozila. Kolikor cajta boš ustrajala, toliko cajta te bom vozila. Smo jo vozili skozi, tudi nikoli vem, ni bil problema, vzmeri sem rekla, ta prvi šola, ki boš naredila vse, pa lahko greš in ona izmeri to parela, ta prvo vse ponarediti, da bo hitro, da bo lahko šla. To Bog ne, da jaz jo bi najbolj kaznovala, če bi rekla, da ne smijeta. Z vsema. Ne. In tudi v šoli je zmeri pol vse imela pošlihtan, kar da je čim hitreje delo šla na treninga. Ne. Pa je pa kasneje še mlajši bratec začel, David, tudi skakati. Takrat nam je bil pa veliko lažji, ker je bil pa z doline ogromen fantov, iz Poljanske doline je ogromen fantov pa deklet začel skakati. In smo se res začeli menjavati, zmenili smo se in je bil toliko fajn, da enkrat do 2krat na teden sem peljala pa še, da sem se veliko razbremenila, ne? Ker pri nam doma je tudi kmetija in je bilo treba, ali si mogel pohiteti, da so se naredil do takrat, ali ti je pa vsal za pol. Na vsak način tisti del si mogel narediti. Ne? Enkrat vem, mi je ena mamica od ene skakavke rekla, ideala, zdaj mi pa povej, kaj Nika začela sama, pa kaj že drugod, ker ti je ni treba ostati, imaš kaj več cajta. Sem rekla, prav nič več cajta nimam. Sem rekla, lih to imam skozi del, pred sem pa vmes še nekako mogla leteti v žiri, pa nazaj, pa da je vse potekalo, to, kot je bilo. Zdaj se pa otroci tudi že sami vozijo. Ja, zdaj se pa že sami. Irena, povejte nam, ta globi pomen, če se ga dotakneva, ko smo začeli zdaj ta krog s tistim več, kar nudi obšolska dejavnost, kot je glasbeno izobraževanje. Tako, kot ste že našteli, kaj vse prinese natančnost, nek red si vzpostavi otrok, da ne rečem, da tudi možgani se bolje razvijajo, kar je dokazano z raznimi raziskavami, se pravi, da se je IQ otroka, če je vključen v neko glasbeno dejavnost več časa, ne samo enkrat na vsake toliko časa, ne, se tudi IQ zviša, tako da siguran so same dobre, pozitivne posledice udejstvovanja v glasbeni šoli. Konec koncev pa nas poboža po duši, nas razveseli, ko nam igrajo otroci. Tisto več. Ja. Ja. Ravnatelj Marjan, prejle ste omenili, da tudi otroci sami trenirajo vztrajnost. Vztrajnost pa, kot vidimo, trenirajo tudi starši. Opazite, da se mogoče tudi povezujejo pri prevozih na obšolske dejavnosti. To se izkazuje kot primer zelo dobre prakse povezovanja skupnosti na tak način, da potem olajšajo eden drugemu pot. Ja, brez povezovanja ne bi šlo. Jaz mislim, da če pogledamo košarko, je zdaj praktično za deklice samo v Škofji Loki. In vem, da kar nekaj naših deklet trenira in se pač kombinirajo, ali s trenerko ali pa z starši. Isto je v glasbeni šoli, ko hodijo na tekmovanja, ne, jih je tudi treba peljati ali pa na določene nastope, pač smo tudi glasbenikov kar nekaj, tako da je čisto isto. Se pravi, jih je treba voziti, pa običajno, če se da se to skombinira in nekaj najlepšega, tako kot ste rekla, vi, Barbara, ne, olajša, da nisi čisto vsak dan vezan na to. In moram reči, da ja, dan današnji, ko so mobilni telefoni, je enostavno poklicati, kdo bo peljal in je to pol veliko lažje.
Gospa Marjeta, pri vas je vseeno situacija nekoliko drugačna, saj so iz razdrobljenih krajev, lahko rečeva, vaši otroci. Poznate mogoče kakšne primere iz tujine ali pa primere tudi doma, kako bi se lažje organiziralo to vrstno prevozništvo, da tako rečeva, za vaše otroke? Ja, tukaj imamo primere dobrih praks, seveda tudi v tujini. Vemo, da zavodi za otroke s posebnimi potrebami šole imajo navadno organizirane prevozi, sami organizirajo, ne, in so tudi, kar se tega tiče, lahko mnogo bolj fleksibilni, tudi bolj individualni, in tudi mi smo že začeli to posnemati, predvsem v tem, da moramo organizirati manjše skupine in smo zadovoljni, če imamo vključene recimo enega ali pa tudi dva. Po vzoru tega smo tudi že pri nas imeli razne projekte. Naprimer, eden je bil s športnim društvom Partizan, kjer so trenerji vključevali naše učence pri različnih dejavnostih, recimo, ne vem, gimnastika, pilates, taki, ki jih ne srečaš ravno vsak dan. In tam smo bili zraven, naši zaposleni, svetovalni delavci, učitelji, in so svetovali, na kakšen način se tukaj lahko vključujemo. Seveda, potem je bilo pa potrebno otroke odpeljati domov, ker to so v popoldanskem času, in spet smo nagovorili starše. Tako da tudi staršem smo svetovali, seveda imamo pa tudi druge svetle primere, kjer pa ravno ta povezava s skupnostjo, ko je zafunkcionirala, naprimer to pa z Rotary klubom Škofja Loka, ki pa so dejansko potem tudi pri svojih dejavnostih, naprimer teh 4 mostov, so pa potem dejansko otroke sami odpeljali domov. No, če se pa vrnem na to prakso v tujini, a ne, ko pa imaš ti sam kombije, sam organiziraš, potem pa tudi seveda lahko tudi otroke odpelješ. Tega se mi redkeje poslužujemo, se pa naprimer, če imamo kakšne prireditve, dejavnosti, pa dejansko tudi prevoze kasneje organiziramo, da potem tisti starši, ki res ne morejo priti po otroke, da jih na ta način tudi se pripeljajo domov. Posamezni otroci pa gredo tudi na javni prevoz, kar pa je tudi dobro, ker je pa to izkušnja samostojnosti. Nina, prejle smo omenili, da pripeljete dejavnosti namenjene otrokom tudi bliže po dolinah. Še vedno pa imamo tudi iz centrov teh dolin Žirovske vrhove in druge. Ste mogoče kdaj razmišljali v to smer, ali je to logistično prezahteven zalogaj, da bi mogoče, glede na to, da so to delavnice, ki so enkratne? Seveda smo razmišljali, smo se tudi že poskusili povezati, ampak ne, ker so zahteve projekta pač določeni kazalniki, ki jih moramo mi dosegati, če želimo, da brezplačno pripeljemo tudi v zelo oddaljene kraje posamezne vsebine, mora biti dovolj udeležencev, kar je pa pač potem spet problematično za zorganizirati. Če bi se pač za neko dejavnost zbrali ljudje, pa bi rekli, ne vem, da bi pa radi imeli predavanje za otroke, pač ko se bojo odločali za svoj poklic na temo osnove prava, da malo spoznajo ta poklic, in bi mi prišli, pa bi, če bi bilo to v Žirovskem vrhu, pa da bi bilo dovolj otrok, bi tudi tam naredili. Torej možnosti so odprte, ne? Seveda, samo potrebno je pač neko določeno število udeležencev. Aktivnost skupnosti tudi. Tudi. Pa smo spet pri Marjanu, ne? Ja, ki je izpostavil, da z osnovno šolo Žiri kar super sodelujemo, tudi prostori so na voljo, nikoli ni bilo problema, tako da podpirajo tudi dejavnosti izobraževanja odraslih ali pa tudi za osnovnošolske otroke, kakšne stvari pripravimo, smo mi dobrodošli. Ker se pa res tudi mi, tako kot je Marjan prej rekel, da je mogoče včasih problem finančni vidik, ne? Mi se res trudimo in prav iz tega naslova tudi projekte prijavljamo, da lahko udeležencem brezplačno ponudimo vse te storitve, kot sem že tudi prej omenjala, in Holandovo testiranje interesov do raznih predavanj
za učitelje, starše in otroke in tako naprej. Hvala, Nina. Mogoče eno zaključno misel ob koncu lahko še dodava tudi midve. Ali je potem ta razkorak med otroci, ki živijo v bolj oddaljenih krajih in tistih, ki so v centrih, vseeno manjši, če je želja staršev dovolj močna, to opažamo, če se lahko povežejo. Po drugi strani pa vseeno to predstavlja neko finančno breme, sogovornika za finančno breme pa danes nimamo tukaj. Pa mogoče ena sklepna misel, če vidite kakšno rešitev oziroma če opažate, da če pa je dovolj interesa, če je dovolj velika želja otrok, da se najdejo tudi rešitve. Mogoče Nina. Če je skupnost dovolj zainteresirana, če se skupnost aktivira. Ja, jaz bi rekla, da vsekakor, če je želja, pa če ljudje točno vejo, kaj bi radi, kaj je tisto, kar potrebujejo, mi smo vedno pripravljeni priti nasproti, pa mislim, da čisto vsi tukaj, ki sedimo, smo enakega mnenja in da se z veseljem približamo, če je pač le dovolj interesa, pa če vsi vemo, kam bi radi šli. Marjeta, vaša zaključna misel. Vseeno govorimo o tem, o potencialih otrok izven šole, ki so zelo veliki in zelo različni, vendarle pa breme prevečkrat pade na družino. In če jih ne izvajamo, so razlike med otroki vedno večje. Mi imamo tudi tukaj en dober primer, ker menim, da na dobrih praksah se učimo in bi jih morali širiti. Tukaj je na primer povezava z okoljem Društva prijateljev mladine, občino, kjer dejansko se vključujejo naši učenci, kjer mi izvajalce izobražujemo, tudi 2 meseca, naprimer posamezni študenti se nam priključijo v šoli, tako da res poznajo otroke in jim potem ni problem med počitnicami te delavnice izvajati. Seveda pa tukaj smo spet pri prevozu nazaj domov, tam pa smo se posluževali tudi denarja iz projektov. Tako da prijava projekta, uspešna prijava na projekt tudi olajša staršu, da lahko potem otroka vključuje. In prav letos, v tem letu 26, se načrtuje, da bomo to počitniško varstvo, da ne bo samo pri šoli, seveda v povezavi z Društvom prijateljev mladine, ampak tudi v Železnikih in Gorenji vasi Poljane. Do Žirov pa še nismo prišli. Pa bomo samo trudili. Danes je odlična priložnost, da se dogovorite. Marjan, sicer vi zaključujete pot ravnatelja letos, ampak jaz mislim, da to ostane v človeku, ko je nekdo 23 let v tem lepem poklicu. Opažate, da so vendarle razlike še vedno prisotne med tistimi, ki živijo v nekih centrih, kot so Žiri ali pa Škofja Loka, pa tistimi, ki živijo v bolj oddaljenih krajih glede obšolskih dejavnosti? Seveda so razlike. Jaz mislim, da so razlike že med Ljubljano pa Škofjo Loko, kje pa še vse ostalo. In mislim, da bi tukaj mogla pač država na nacionalni ravni minimalne standarde postaviti, pač to je moje mnenje, katerim bi dodali lokalne posebnosti. Otrok bi pomogel potem imeti osnovni nabor možnosti, dostopen prevoz, v bistvu finančno podporo, pa seveda varno spodbudno okolje. To mislim, da je možno zorganizirati, pa tako, kjer je volja, tam je pot. Žal na državo se težko zanesemo, zato pač orjamo ledino. Tukaj je le vsak sam pa vsi skupaj. Je pa vse stvar dogovora, če, kot sem rekel, če imamo trenerja oziroma kader, pa prostor, mi ga zdaj v Žireh imamo, se marsikaj da zorganizirati. Vinko, vi ste zračunali, koliko so vas stali prevozi, pa moramo povedati, da ste, glede na Barbaro, zelo blizu, pa vendarle, mislim, da imate nekaj številk. Ja, jaz sem malo izračunal tele, včeraj sem si vzel malo časa, sem rekel, da smo politike in sem šel malo računati tele in sem izračunal, da smo porabili 466 litrov goriva. Tu je strošek približno 3000 evrov, od tega smo bili 12 dni neprekinjeno v avtu, samo za treninge v dolžini 4 km, da peleš otroka na trening. To je kar ena taka lepa številka,
Plus tega je pa še cela družina stoji za otrokom. Če si ti iz oddaljenega kraja, ima otrok velike manjše možnosti, da odkrije svoj talent, kaj ga veseli, pa kaj je sposoben. Ne. Tu je ena oprema in plus tega bi pa še tu poudaril, kar Barbara recimo zelo dobro tudi ve. Ni samo otroka pripeljati na trening. Mi starši, a veste, koliko ur moramo opraviti na skakalnici. Tu je treba pokositi travo, je treba sneg narediti, tu je treba po cele noči dežurati, da se sneg naredi. Tisti gospodje, da v Ljubljani, ko posedijo v foteljih, pa je treba kakšen evro, kjer mu dati, pa enostavno pozabijo na to. Tu je meni zelo malo žalostno, ker recimo, ko priješ ti že enkrat toliko daleč kot športnik, predstavljaš državo, ne dobiš pa niti evro za to. Tu jaz mislim, da tere noter bi mogli med drug precej drugače ukrepati. Pa recimo na Poljskem že na državnem prvenstvu, ko imajo v skokih, dobijo denarne nagrade. Pa nas za državno prvenstvo ne dobiš nič. Tu je. Vse se začne in neha pri denarju. Pa še nekaj bi dodal, še zmeraj trdim, da športniki se bojo skozi bolj rojevali veliko boljši na podeželju, po takih obmejnih krajih, kot pa v centru Ljubljane in podobno. Ker veliko več so navajeni delati in tu je zelo zle. Sestrična njena ima lep primer, je delala v Horjulu, pa v Ljubljani je učila otroke in je rekla, kakšna razlika je tu podeželje ali pa center. Tu je neprimerljivo. In športnik, da prije da samozavesti, res rab trdo delo že od majhnih nog, ne telefon pa tu. Ne samo čas, pa prevoz, Mateja, tudi stati ob strani otroku takrat, ko trenira, pa ko ni vse tako, kot mora biti, ne? Tudi ja. Tam se pa ne štejejo evri. Ne. Ne, sem kar podpirala, se mi zdi, no. So vedeli, Zmeri se zanimala. So vedeli, na koga se lahko zanesejo doma. Ja, v bistvu na oba. Na oba, tako. Barbara, vi še niste seštevali vaših stroškov, ker bi bili po peterini, a ne? Mislim, da 4-krat več kilometrov ste porabili, pa še malo več otrok vozili. Ko gledate nazaj, je verjetno zdaj, če odštejeva vse tiste evre, največje plačilo zadovoljstvo vaših otrok, to, da so uspeli v življenju. Ja, to je vse plačano. Jaz mislim, da je že to, kljub temu, recimo, da je David Prnan kaj skakal, da je ni ali pa Sandi Panžek so skakali, ki so nehali, da si ti videl že takrat, ko so skakali, da so v tem uživali, že tisto je poplačan. Ker ti, ki otroka pripeleš nekam, ne veš, pa bo dosegel. Noben starš ne ve, a bo nehal čez en let, a bo nehal. Tudi jaz sem tega mnenja, kot je gospod Marjan rekel. Svojim otrokom sem zmeraj rekla, vpiš se v krožek, ki ti odgovarja, ki želiš, ampak ga boš cel let obiskal. Ne boš vmes nehal, en let boš hodil, pa se pa lahko zaradi mene drugam prepišeš. Ne? In so se kar držali tega, tudi nikoli ni bil debris, ne vem, skakali z enega krožka v drugiš. Recimo po šoli, ki so hodili tudi na krožke, skokati pa itak, ki se je vpisuje, kaj nehal, tisti nekaj pa itak do konca in kaj je uspela, je po mojem, vse minute so odplačane z njenim uspehi. Sploh pa, meni je pa osebno največ to, da vidim zadovoljno pa veselo. Zmeri napišem, tudi če slab skočeš, meni tvoj nasmeh največ pomeni. Ja. Bi se strinjali, Barbara, da so otroci, ki so iz bolj oddaljenih krajev, še bolj vztrajni pri športih, kjer se najdejo? To verjetno dokazuje tudi vaš primer. Ja, mislim, da tudi otroci že prvo so navajeni drugače. Recimo pri nam, da gre v šolo, mora že 1 kilometer prehoditi, da do avtobusa pride, da pa gre na avtobus. Mrzkjer skoraj z dvorišča stopi na avtobusa. In je že tukaj razlika. Pri nam, ki gre v klanc 1 kilometer, pride otrok ves zadihan. Ma že suhi trening. Ja, že enkrat mi je rekel en trener, ki je prišel k nam gor, zdaj pa zastopimo, ki so vaši otroci tako hiperaktivni, pa imajo toliko kondicije. Nekaj, ja seveda, če igra nogomet, mu v grapo leti žoga in on mora do grape po žogo, pa še nazaj gor. Če pa je še naprej igral nogomet v redu, če pa nehal s tistimi pa konca. Ampak ponavadi niso nehali. Parkrat jim je žoga ušla, so šli iskat, pa so
že spet naprej brcali tiste žoga. Ne. Vam je bilo mogoče kdaj hudo pri srcu, da vaši otroci nimajo enake možnosti, da bi šli kar, tako kot ste prej rekli, čez prak na trening? Jaz bom tako rekla, včasih mi je bilo težko pelati, kaj je bilo to dela. Ne. Ampak jaz sem najbolj uživala že tudi na tekem, ki sem šla gledat, ker sem videla, da so otroci zadovoljni, ki jih prideva podpreti. To je meni ful pomenilo, ne? Ker tudi jaz sem videla ostale skakalce, ki so skakali in recimo enega fantka se tako dobro spomnim, ki je skakal, je bil v žirijah, pa v žirovnici enkrat niso prišli gledati starši na tekmo, ki je izredno dobro skakal, ampak na tisti tekmi ni bilo nič. Nič, ni mogel doseči ničesar, zato ker je gledal nas, meni je bilo prav hudo za njega. Sneka, ne mu je bilo hudo, ker je nas gledal, ker smo navijali za naše otroke, on pa benga ni imel. Ne. In to jaz mislim, da otroka veliko pomeni. Pa smo spet pri tem, kar šteje največ. Ja. Irena, kako zelo pomembno je, da bi imeli vsi otroci enake možnosti tudi do glasbenega izobraževanja? Ja, tukaj bi sicer najprej izpostavila to, da najprej morajo opraviti spremni preizkus, ki pogoje, da lahko obiskujejo. Po drugi strani smo vezani na število učencev, ki jih lahko sprejmemo, ampak lahko rečem, da se res najdejo tudi ta mesta, pa včasih tudi, če kakšen slabše naredi preizkus, tudi pride zraven. Ja, glasbena šola deluje, se pravi, v 4 občinah, v osnovni šoli v Žireh smo recimo, pa v osnovni šoli Železniki, kjer imajo dejansko otroci teh šol možnost v istem prostoru obiskati glasbeno šolo. V Gorenji vasi smo v Sokolskem domu, kar pa je praktično tudi dovolj blizu. Verjamem pa, da so izzivi za vse otroke, ki prihajajo iz okoliških krajev. Včasih ni več prevoza, včasih je kakšen nastop, na katerega je treba priti oziroma pripeljati otroke ali pa kakšno dodatno vajo. Verjamem, da se s tem povezovanjem, kar ste že vsi danes povedali, s povezovanjem, z neko podporo, predvsem pa podpreti otroka v tej želji njegovi, da se to tudi da premostiti. Pod črto, če danes zaključimo optimistično to okroglo mizo, lahko rečemo, da te razdalje še bolj povezujejo pa družine in skupnost. In to je v bistvu tisto, kar šteje še več kot razdalja. Hvala lepa, spoštovani sogovorniki, za vaš čas in verjamem, da se še srečamo v taki sredini, mogoče še s kakšno večjo novico ali pa kakšno dobro prakso več. Hvala lepa. Poslušali ste posnetek okrogle mize z naslovom Imajo otroci enake možnosti razvoja obšolskih potencialov. Na veliko izzivov smo odgovorili, kar nekaj pa jih ostaja odprtih in nanje bomo gotovo odgovarjali še v naslednjih letih. Hvala za poslušanje, hvala za vašo pozornost in ostanite v naši družbi.